predajam mikrofona. Rekel, dan Iju. Sopočo se samo na kratko predstavljam, strokovnjak za informacijske komunikacije z 20 izkušnjami. Ima dva brenda, eden je Dih Agrofood, to se pravi vezan na kmetijstvo, drugi je vezan na inovacijske tehnologije kot take. V zadnjih letih zelo uspešno izvaja številne nove projekte, tako da verjetno trenutno je napravnih imen, pač njegova skupina, ki se tiče uvajanja teh tehnologij. Nekaj je že v praksi večinoma. Tajno bo pa sam povedal v mikrofon. Hvala lepa. Upam, da se sliši zdaj tole. Jaz sem zdaj malo nervozen, zato ker moram predavati tako prominentnim gostom tukaj, pa ne znajdemo se mi velikokrat, da bi predavali, še manj pa profesorjem in pa strokovnjakom, ampak bom poskušal nekako tole. Prej sem slišal, Damjan me je predstavil kolegu kot guru digitalizacije, pa zdaj smo videli, kako se to hitro vrne, je bil že izvan. Tako da bomo poskušali na nekih praksah pokazati. Torej mi dejansko smo strokovnjaki, ampak smo specifični strokovnjaki. To je zato, da razumemo, kje so potrebe po digitalizaciji in kje je najti možno določene strokovnjake in tehnologije, da se pač naredi določen premik. Torej mi nismo strokovnjaki, kjer bi šli v vertikalo in bi razumeli vse o robotiki, o IoT-ju in tako naprej. Tako da v bistvu delujemo bolj kot pisarna za prenos znanj in tehnologij in pa skrbimo pa seveda za smartifikacijo ruralnih področij, predvsem pa kmetijstva in pa proizvodnja hrane in pa seveda tudi dobave hrane, dobavni verig. Zdaj, mogoče, seveda sem poskušal upoštevati, kako biti čim bolj provokativen in povedati nekaj novega. Zdaj, Luka mi ni vzel veliko teme iz digitalizacije, tako da bi lahko razpravljali veliko o tem, ampak bom poskušal nekako se orientirati na temu, kje bi še se dalo nekaj narediti. In zdaj, v bistvu, če pogledamo vseeno malo pogled v prihodnost, dejstvo je, da moramo proizvajati več hrane z manj resursov. In tukaj gre zdaj veliko pozornosti v okoljsko, ekonomsko in socialno sprejemljivost take proizvodnje in dobave hrane. In tukaj imamo zdaj cel kup trendov, politik in izzivov okrog tega. Zdaj, ne bom se mogoče toliko o trendih, politikah, jih bom pokazal kasneje. Tehnologije vemo, da so izziv sam po sebi. Tukaj že takoj na začetku povem, da je največjo zmotno prepričanje je, da je digitalizacija vse okrog tehnologij, sploh ne, ampak je okrog ljudi. Človek je spet postavljen v ospredje. In tukaj ne smemo zanemariti dejstva, da nobena tehnologija ne bo delovala sama. Če nekdo pričakuje, da bomo mi s tem nadomestili kmeta ali pa nekega človeka, se zelo motimo. Se pravi, tehnologije, še posebej zdaj v zdajšnji fazi, so samo pomoč in podporno sredstvo za lažje izvajanje. Pustimo zdaj, recimo v prihodnosti bomo verjetno imeli avtonomne rastlinjake in tako naprej, ampak smo še daleč od tega. No in še eno stvar bi omenil, kompleksnost, se pravi, če govorimo o digitalizaciji, govorimo dejansko o kompleksnosti celotne situacije, ki je seveda skozi tehnologije in pa potem seveda interdisciplinarnih znanj. Se pravi, če želimo nekaj spremeniti, če želimo nekaj uvajati, ni dovolj samo znanje tehnologij, ampak tudi znanje kmetijstva, kemije, če želite, in raznih poslovnih modelov in tako naprej. In tukaj so potem največji izzivi. Tukaj pride potem do te težave pri implementaciji z digitalizacijo. Zdaj, dejstvo pa je tudi, da je treba seveda kmete in proizvajalce hrane ter konec koncev tudi potrošnike postaviti v ospredje in tukaj se dogaja tudi velik premik. Namreč, recimo zdaj, če pogledamo samo Horizon Europe, Evropska komisija že pred časom ugotovila, da je preveč denarja gre v
raziskovalno sfero, kjer pač inovacije in nove tehnologije, novo znanje ostanejo v predaljih, ampak gre vedno več ukrepov v implementacijo, torej v končne, ciljne, se pravi, vedno več denarja, ali pa želje, da se vedno več denarja zagotovi končnim ciljnim skupinam, v tem primeru kmetijskim gospodarstvom, kar se mi zdi super in zelo prav. Tukaj pa seveda pol pridemo do teh težav pri interdisciplinarnosti, kako zdaj zagotoviti, da te tehnologije pridejo v uporabo in tako naprej. Zdaj, tukaj bi se dalo dosti debatirati, ampak jaz sem s to provokativnostjo, če samo malo pogledamo 8 megatrendov, ki so, meni se zdi ta članek oziroma ta prispevek se mi je zdel fantastičen tudi za ta okvir, in sicer so ga pripravili v tem Nordic Council of Ministers prejšnje leto in so poskušali nekako opredeliti trende, ki nas čakajo v naslednjih, rečemo temu, 20 do 50 let. In tukaj seveda prvi je, ta tehnologija bo prodrla v vsa področja družbenega življenja. Tukaj ne rabim zgolj besed, saj je že, veliko je okrog tehnologij, ampak tukaj bo razmak bo enormen. Mi danes več ne govorimo o internetu stvari, ampak o internetu vsega. Internet of everything, se pravi, vse bo povezano. Če v kmetijstvu šele začnemo odkrivati prednosti interneta stvari, kjer so naprave povezane in komunicirajo in imamo sisteme, ki upravljajo z kmetijskim gospodarstvom, manjka en del, manjka ta del, da bo v prihodnosti povezano vse, tudi človek bo povezan z temi sistemi. Dejansko trenutno govorimo o tem, da bo popolnoma vsaka naprava, popolnoma vsak element bo imel določeno senzoriko. Tudi stoli, recimo, primer, bodo imeli senzoriko, da te bo pač zbodlo, ko boš mogel stati, pa se sprehoditi in tako naprej, če karikiram. Pa še ena zadeva je tukaj pomembna, ko govorimo o tehnologiji, se z implementacijo teh tehnologij se več ne pogovarjamo o tehnologijah kot infrastrukturi, ampak o podatkih. Podatki so pomembni, ni tehnologija sama, podatki so tisti, ki so zlato v prihodnosti, to je zlata jama. Dejansko bodo podatki kreirali način, kako bomo delovali. Danes recimo bi si vsi želeli kot potrošniki imeti informacijo o nutristični vrednosti živila, o tem, odkot je prišlo, kakšen je ogljični odtis, ampak nimamo podatkov. Se pravi, moramo opremiti vse sisteme z senzoriko in z načini zajemanja podatkov, potem imeti pametne načine zajemanja, fuzijo, podatkovno fuzijo in potem narediti modele, ki po možnosti še celo predvidevajo dogajanje in nam zagotavljajo ta vidik. To je zdaj samo en primer, no potem prehranski sistemi bodo na novo preoblikovani, se pravi način pridelave, distribucije in potrošnje bodo popolnoma preoblikovani in se že preoblikujejo. Digitalizacija bo odprla popolnoma nova obzorja, tukaj mogoče malce na temo diverzifikacije, svet bo veliko bolj povezan, veliko več možnosti za inoviranje, razvoj, ekspanzija inovativnih SME-jev, definitivno bo zmanjšana razdalja med urbanim in ruralnim, ta komunikacijska razdalja, čeprav bo digitalna ločnica, bo pa večja. Zaradi tega, ker je, se pravi, pač, ker je povezana z ljudmi, seveda, in sposobnost upravljanja in uporabe digitalnih tehnologij, tukaj bo pa še vedno ločnica. Seveda, družba bo postala vse bolj polarizirana, tukaj mogoče ne rabim, ker dobro veste, o čem govorimo, je zelo taka negativna konotacija tega trenda, tudi z socialnimi omrežji in tako naprej vemo, kako tehnologije danes delujejo celo kontra človeštvu, kontra posamezniku. Proizvodi se bodo vrednotili na podlagi količine odpadkov, ki jih proizvedejo, to je tudi zelo močen trend. Spet govorimo o podatkih, ne moremo ovrednotiti, če nimamo informacije. Skrb za okolje bo prednostni faktor odločanja. Tukaj bomo doživeli razmah nove zakonodaje, kontrol in tako naprej. Tesnoba in strah bosta postala vse prisotni in bosta tudi kreirala na način, kako delujemo in kaj iščemo. Skrb za zdravje bo
veliko bolj pomembno, s tem tudi, se pravi, kaj jemo, ne? Vprašanje, kaj jemo, in potrošnik bo želel vedeti izvor in podatke okrog vsega, kar bo povedal. Ne? In pa pojavili se bodo novi življenjski slogi, tudi novo opredelitev našega vrednostnega sistema. Tukaj imamo že zdaj influencerje in tako naprej, vse živo, kar se dogaja. Ne? Tako da v bistvu z tega stališča, ne, je treba gledati tudi nekako razvoj in pa seveda pripravo strategij z razumevanjem teh mogoče malce trendov. In zdaj, kje smo mi najbolj aktivni? Ne? Se pravi, na eni strani imamo strategije od zelenega prehoda, se pravi specifično še strategije od vil do vilic, ki opredeljuje to našo tematiko, digitalni prehod, digitalizacija je danes v vsaki strategiji, ne? Tudi regionalni razvojni programi, vse živo ima digitalizacijo omenjeno ne enkrat, ne večkrat. Strategija za biotsko raznovrstnost, skupna kmetijska politika, vemo, da tukaj so veliki premiki že, ki vključujejo digitalizacijo, recimo spremljanje satelitskih posnetkov in ugotavljanje, da danes več, ali pa jutri več ne bodo šli v kontrole na terenu, ampak bodo videli popolnoma vse preko portala. By the way, portal je bil štartan prejšnji mesec, na ministrstvu, tako da je tukaj že velik korak. Pametna mesta, skupnosti, pametna specializacija, seveda, kjer je hrana tudi ugotovljena, tudi pri nas seveda zaseda posebno mesto. Zdaj, seveda, iz teh strategij smo pa preko transformacije, jaz sem dodal diversifikacije, čeprav najmanj poznam, ker dejansko tega najmanj prijemo, digitalne transformacije in pa, po mojem mnenju, velike vedenjske transformacije. Bomo prišli, se pravi, imamo določena akcijska področja, ki pa mi že malo bolj razumemo. Se pravi, mi se pojavimo z našim razumevanjem šele tukaj, kjer nastopijo določena akcijska področja, ki se navezujejo tudi na tehnologije in zajemajo tehnologije, ker drugače niso mogoča, in pa razumevanje, kako pa dejansko kmetijska gospodarstva delujejo in razmišljajo. In oni razmišljajo popolnoma enostavno. In to smo zdaj že imeli debato tudi v pisarni, ne? Sašo smo debatirali in je rekla, se je vprašal, čakaj, kako kmetje? In je rekla, glej, oni bodo proizvajali le to, kar najlažje prodajo na trgu z maksimalno dodano vrednostjo. In pika, in amen, konec. In vse ostalo, kar hočemo z njimi delati, je dejansko, da jim pripeljemo, če želimo premakniti situacijo, jih moramo povezovati v dobavne verige, ki so pametne dobavne verige. Včasih govorimo o zadrugah, ampak zadruge se morajo preoblikovati. Svetovalci se morajo preoblikovati. Tam se začne digitalizacija, ne pri kmetu. Mi moramo vedeti sploh, kam njega zapeljati. Ja, klikni. Ja. Skupno infrastrukturo in pa, se pravi, skupno infrastrukturo in podatkovne mreže. Tukaj v skupni infrastrukturi je treba razmišljati širše. Skupna infrastruktura je lahko tudi skupni stroji, pametni stroji, so uporaba strojev. Če pa govorimo o blockchain sistemih, pa govorimo o drugih sistemih odprtih podatkov in zajemanju podatkov, pa je to skupna infrastruktura definitivno ima pojem, ne? In pa mreže znanja. No, in iz tega stališča smo mi verjamemo in tudi je bilo nekako prepoznano na nivoju Evropske komisije, da rabimo novo strukturo. In zato smo šli v digitalno inovacijsko stičišče. Po definiciji Evropske komisije je digitalna inovacijska stičišča so ta one-stop shop, se pravi, so te točke, ki lahko zagotavljajo lažjo transformacijo ciljnih skupin skozi te pristope, kar mogoče se in veliko se poudarja, je tudi skupno infrastrukturo. Tudi, ker ta skupna infrastruktura dostikrat nima poslovnega modela, ker je skupno dobro. In ne more temeljiti, lahko je sicer sprovedena strani posamezne firme, ki ima ekonomski interes, ampak je dostikrat v tem primeru škodljiva ali pa omejena na določeno tematiko. No,
To so področja, v katera se usmerjamo, in tukaj samo v prikaz, kot področja so digitalna preobrazba kmetijstva, kratke dobavne verige in kmetijstvo in turizem. Pač vse, kar je povezavi z kmetijstvom, ampak ne samo kmetijstvo, tudi kratke dobavne verige so izredno pomembne in zato, da se profilirajo, da dokažejo svoje, ker navadno nimajo kapacitete razvijati, ne vem, sledljivostne sisteme in tako naprej, in bodo imele probleme, zato se tudi ne razvijajo toliko hitro. In tukaj ne govorimo o kratki dobavni verigi, kjer je pač internetna platforma, imaš kmeta, ki nekaj prodaja in kupec pride, pa si tam naroči, pa si pobere hrano. Ker ni tega suporta in take platforme, ki so bile zdaj zelo v COVID in tudi ogromno denarja je bilo, ampak po našem mnenju ni to tista rešitev, ki bi šla. No in zdaj pozabimo tole, da so to naše storitve, ampak hočemo pokazati samo, katera so tista področja, ki so izredno pomembna, da se zagotovijo tem ciljnim skupinam. Stališča digitalizacije. Dvig ozaveščenosti je ena prvih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. Zakaj? Zato, ker je pri digitalizaciji prisoten strah. Strah je sinonim oziroma je stična točka vsem problemom, ki se vežejo na hitrejšo digitalizacijo. Ljudi je strah neznanega. Tehnologije so neznane. Zato je treba prvo začeti govoriti o tem, zakaj, kaj je pomembno, zakaj digitalizacija. Pa mogoče ta beseda je malo posiljena. Treba je malo drugače mogoče začeti komunicirati, ker vnaša strah. Identifikacija in prenos tehnologij je druga taka aktiv ali pa paket. Namreč, s čem je problem? Mi imamo danes tehnologijo skoraj za vsak problem, s katerim se srečamo v kmetijstvu. Skoraj za vsak. In teh tehnologij je ogromno. Samo je treba vedeti, kje so te tehnologije in kdaj in zakaj jih uporabiti. Tu je problem. Ker zdaj, če bomo kmeta napadli z raznimi tehnologijami, bo zmeden. Kaj njemu koristi? In tukaj imamo en problem slovenskega kmetijstva, ki je zelo majhno, diverzificirano in ne pride, ni v Romuniji ista digitalizacija kot v Sloveniji. Ne mora biti. Mi imamo 5 hektarjev, mislim, da je povprečna velikost kmetije. Razvoj strategij in poslovnih modelov, čist na kratko. Vsaka ta sprememba vpliva na način, kako izvajaš poslovni model. In je treba začeti mogoče celo z tega stališča, pa potem dovajati tehnologije. Je izredno pomembna aktivnost. Financiranje in investiranje, vemo, da je tehnologija na začetku, nove tehnologije so drage, so finančno neopravičljive. Tudi so veliki riziki povezani s tem, ker ne vemo, ali bodo uspevali ali ne, ali bodo prinašali finančne učinke. Zato se predvsem v early adoption fazah se seveda je potrebno dovesti javno financiranje in tako naprej. Mentorstvo in usposabljanje, se pravi, treba je privesti k znanju. Težava je v tem, da to več niso klasični modeli usposabljanja. Mi si moramo izmišljati nove načine prenosa znanja. Skozi demonstracijske farme, skozi pilotske pristope, kjer kmeta privedemo do tehnologije, da jo lahko vidi, potipa, da ta strah zmanjšamo in da vidi učinke te implementacije. No, zato tudi živi laboratoriji in seveda sodelovanje v tem kontekstu z drugimi mrežami, ampak sodelovanje je ključ. In s tem bom tudi zaključil, se pravi, kaj smo se naučili v tem kontekstu in kako peljati potem to odpiranje poti digitalizaciji. Tukaj je ključna vrednota sodelovanja. Nas recimo, če govorimo samo o izmenjavi podatkov, je ključno sodelovanje. Če govorimo o souporabi strojev, je ključno sodelovanje. Sodelovanje je osnovna politika tudi, zdaj z EIP in tako naprej. Sodelovanje je prepoznano tudi na nivoju nekako komisije, pa na nacionalnem nivoju. Težava je v tem, da mi na nivoju neke debate vemo vse o sodelovanju, ampak ne vemo ga izvajati. Mi smo že tudi Slovenija, govorim za Slovence. To je vedno težava. In treba je pač najti drugačne poti. Strah, sem že omenil in ne bom ponavljal, transformacijo moramo ustrezno prilagajati
Zelo narobe je, če rečemo, tam nekaj obstaja, dajmo zdaj tole, zdaj vse vedno. Ne. Treba je res prilagajati pristope našim specifikam, da ne rečem celo regijam ali pa celo individuom. Pomen specializacije, ne vsi vse poprek, ampak je smiselno se tudi mogoče regijsko, sektorsko specializirati in tam narediti preboj. Ker mi govorimo, tudi mi, če se ukvarjamo, veste, kako področje je, kako veliko področje je treba zajeti. In je smiselno se dejansko profilirati in izkoristiti tiste prednosti. In pa seveda nujno je slediti tem globalnim trendom. Jaz veliko kar pravim, da zdaj se vprašamo, ok, kaj zdaj predlagati? Glejte, toliko je strategij in ustreznih ukrepov, zdaj bo recimo v novi politiki bo ogromno denarja namenjenega prav uvajanju tehnologij, po tem principu. Čist konkretno uvesti tehnologije v določene kmetije, ki so za to primerne in tako naprej, in to financirati. Tega bo ogromno. Mi ne rabimo ustvarjati nove strategije, mi moramo te, ki so na voljo, jih moramo biti sposobni ali pa imeti kapaciteto jih izkoristiti. Bodi si na nacionalnem nivoju, bodi si to, da se slovensko kmetijstvo ali pa slovenska scena z vsem svojim assetom, kot pravimo, poveže in tekmuje na evropskem nivoju. Zato je pa potrebno sodelovanje. Zato, ker proti enemu Wageningenu in drugim močnim centrom smo mi sam za sebe ne obstajamo. Tako da toliko mogoče malce provociranja, ajde, ampak to ni provociranje, to je samo priložnosti, to so predvsem priložnosti za nadaljnji in boljši razvoj. Z moje strani hvala. Pričakovanja so pravične, tudi v mene stimulativnih predavanj v zadnjem času. Mislim, da se delim mnenje z vami. Je kakšno vprašanje? Je, Gorazd? Gorazd kilometre naredil. Ja, hvala za besedo. Jaz bi samo malo opozoril, da pač to digitalizacijo smo deležni vsi in javna uprava in kmetje in šole, da trend gre v to smer in mi v bistvu ne morejo zdaj kmetje, mogoče zdaj v tej fazi pričakujejo, da bomo mi pri teh investicijah dajali višje deleže podpore, priznali ne vem kakšne stroške, Mi bomo pač morali imeti neke modele, se zmeniti za neke najbolj ustrezne tehnologije, tiste bomo vrednotili, naredili povprečne stroške in vse ostale tehnologije bodo pač plačane pač po tisti postavki, Ker smo majhen prostor, je naša tudi dolžnost, da opredelimo, kateri so najbolj ustrezni principi ali pa metodologije, pa jih sploh popravljamo. Ne moramo podpreti vseh tehnologij, kar obstaja. In to imajo kmetje previsoka pričakovanja. Jaz moram povedati, zlasti zato, ker če bomo šli v povprečne stroške, bomo pač v tej analizi zavzeli neke določene pristope in vse stroške pač na to povzeli. Tako da in tudi za tega, ker so zelo majhna sredstva v novem programskem obdobju, bo pač ta pritisk še toliko večji.